Dragi bratje in sestre v Kristusu, dragi prijatelji naše katoliške televizije Exodus. Nahajamo se v tednu molitve za duhovne poklice, ki letos poteka od 5. do 12. maja. V tej priložnosti se nahajamo v katoliškem študentskem domu svete Elizabete v Mariboru pri šolskih sestrah svetega Frančiška Kristusa kralja. In tukaj s seboj ob sebi imam današnje 3 sogovorce, in sicer bom kar pričela z sestro Tino Dajčer. Vi ste, se bomo tikali, predlagam. Torej, sestra Tina, ti si šolska sestra, tukaj nahajamo se v vaših prostorih. Potem je z nami tudi nadškofov tajnik Jure Sojič. Lepo pozdravljen. In sestra Štefka Klemen, ki pa je uršulinka in voditeljica Centra za duhovne poklice tukaj v nadškofiji Maribor. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Tako. Rekli smo teden molitve za duhovne poklice. Kakšen je namen tega tedna? Že beseda sama pove, teden molitve. To, da je teden, izraža, da gre za neko zelo pomembno stvar. Duhovni poklici so za življenje cerkve izrednega pomena in v Sloveniji že kar več kot 20 let obhajamo teden molitve. Prej smo 3-dnevnico. Molitev je bistvena za prejem daru poklica, zato bo ta teden pravzaprav bistveno zaznamovala molitev sveta maša za duhovne poklice. Govorimo o duhovnih poklicih, bi pa izpostavila najprej to dejstvo. Vsako življenje je poklicanost, je dar, življenje iz krsta je čudovit dar in to poklicanost potem živimo na različnih poteh. Eni v družinskem življenju, nekatere pa Bog kliče v duhovniški poklic ali pa redovniški poklic. In ta teden je pravzaprav usmerjen v to, da bi se mi bolj zavedali, kako pomemben je vsak duhovniški, redovniški poklic, misijonski poklic za življenje cerkve, da bi se globlje zavedali, da smo za poklice vsi odgovorni in da bi vsak dal svoj delež, bodisi z molitvijo, obenem pa tudi, da bi ta teden poglobili vsak svojo poklicanost, najprej čisto osnovno, življenjsko, potem pa tudi to poklicanost, ki nam jo je Bog posebej namenil kot v družini ali pa v posvečenem življenju. Da bi jo globlje mi svojo poklicanost zaživeli in globlje spoštovali tudi poklicanost drugega, ker smo pravzaprav eno telo, ker smo si podarjeni in da bi si tega globlje zavedali. Hvala Bogu, da imamo ta teden molitve. In kako pa lahko naši gledalci, na primer, sodelujejo tudi preko naše televizije? Ste pripravili na dogodke v tem tednu? Ja, torej vsak človek je poklican. Gotovo, če je to teden molitve, je prvo, da molimo tam, kjer smo doma. Posebej povabim družine, da družine skupaj molijo, da se skupaj pogovarjajo, da skupaj kakšno Božjo besedo preberejo. Konkretno o poklicanosti Božje besede je precej. Pravzaprav vsaka Božja beseda nagovarja, kliče, bistvo je klic. In morda tudi, da kakšno knjigo preberemo, predvsem pa tudi, da vsak v svoji župniji sodeluje, kolikor je najbolj možno tudi v tem tednu, da gremo k maši, ki je najodličnejša prošnja, najodličnejša molitev za duhovne poklice, ker pravzaprav poklici so v službi Evharistije. Zlasti duhovniški poklic ni duhovnika brez Evharistije, pa tudi Evharistija ne brez duhovnika. Potem Evharistija je pravzaprav vir našega posvečenega življenja, je vir vsakega krščanskega življenja. Tako ste vsi lepo povabljeni k sveti maši, k Evharistiji, da doma molite. Tudi preko TV Exodus bomo pripravljali v okviru Centra za duhovne poklice
vsak dan molitveno uro in lepo povabljeni, zlasti bolni, ostareli, tisti, ki ne morete v svoje župnije k sveti maši, da se pridružijo tej molitvi, da bo pravzaprav vsa Slovenija ena velika binkošna dvorana, ki bo zbrana v molitvi za to veliko zadevo naše krajevne cerkve. Zdaj, Jure, ti si duhovnik, ti si bil poklican in izbran. Veš, kako se mladi počutijo v tej situaciji življenjske odločitve. Zdaj, morda slišijo klic, morda ga ne. Kako je to? Kako misliš, da se mladi počutijo? Kako jim lahko pomagamo pri tem? Kako jim moramo prisluhniti? Jaz bi najprej rekel, da je bilo pred 10 leti, ko sem se sam odločil, težko. Da je pa dosti težje bilo lansko leto. Se mi zdi, da je z leta v leto težje, namreč mnogo je nekih motivcev, mnogo izbir imajo mladi danes. Jaz gledam mojega mlajšega brata, je zdaj končal srednjo šolo. On je zdaj v enem takem iskanju, kam naprej. In vidim sebe, 10 let nazaj, pa vidim njega, zdaj. Pa vidim, da je dosti težje zdaj, kot je bilo meni pred 10 leti. Druga stvar, čisto preprosto se mi zdi, da to je že doba, ki so zelo, ali pa mladi, ki so zelo elektronski. Namreč bi že upal kar reči malo zasvojeni in iz te zasvojenosti je težko priti. Pa tudi druga stvar je, mama ga ne nažene. Starši imajo danes radi doma svoje otročke ob sebi in vidim, da ta mali je pač nekako, bo pa doma, bo pa ob mami. Meni, ker sem prvi, je bilo nekako jasno, ti moraš iti, ti boš prvi, ki te bomo vrgli iz gnezda. Ne da bo šel, vrgli te bomo iz gnezda. Jasno je bilo, 10 let nazaj. Zdaj pa se pa situacija spremenila, gotovo, ne, tudi to, da je mlajši in tako naprej, ne, se pustimo zdaj te okoliščine v posameznih družinah, ampak se mi zdi, da pa kar nekako z enim usmiljenjem gledajo, ja, pa jih ne smemo pustiti, pa so tako bogi, pa ne vem kaj še vse. Ne, niso bogi. Moraš ga spustiti enkrat v življenje, moraš začeti živeti. Druga stvar pa je, lete, se mi tako fantastično zdi, Galimberti je napisal tisto knjigo leta nazaj, Skriti gost, nihilizem med mladimi, Skriti gost, ne vem, kak je točno naslov, ampak tam začne, da se prihodnost kaže kot grožnja. Nobene gotovosti ni. Institucije so kapitulirale. In družina, vidimo, ne, da danes težko najdeš nek zakon, ne bom pretiraval, ampak mnogo zakonov razpade. S kako gotovostjo gre mlad zdaj v neko družinsko življenje? Zakaj bom šel, če vem, da lahko mene čaka ista usoda, kot je recimo starše ali pa prijatelje ali pa ne vem, ene družinske člane okrog. Druga stvar, cerkev. Mi se zdaj tudi vrtimo okrog svojega popka, sicer pravimo, da se to čisti v redu, ampak smo kapitulirali. Sploh na področju avtoritete, ker biti avtoriteta ne pomeni samo to, da nekoga pokriješ, da bo tiho. Avtoriteta pomeni nekoga spremljati, nekdo se ob tebi počuti varno. Mojzes je bil avtoriteta. Pa kolikrat jih je dobil po glavi. Ampak je bil tisti, ki je vzdržal, je pelal naprej. Se pravi, družina kapitulira, cerkev kapitulira, šola je kapitulirala. Zdaj ne upajo več, dejansko ne gre več za neko vzgajanje ali pa bi rekel, nekoga bi rad nekam pripeljal, ampak se pač kaže to šola kot ena izobraževalna institucija, ki nekaj da, ti pa vzami, ampak jaz bom tebi dal tak na mizo, na daleč, ker Bog ne daj, da prijem preveč blizu tebe, ker vendarle imamo vsak svoj prostor svobode, ne. Se mi zdi, da mladi danes nimajo enega voditla, pa težko prepoznajo nekom nekega voditla, na tebe se bom pa naslonil in bom šel naprej. Ne? Glede, jaz čisti z narave tole gledam. To je, kot da bi dal mlado češnjo, ko jo kupiš, jo posadiš, daš not, pa običajno zabijemo kol ob to češnjo. Ne? Da, nudi oporo. Saj ne daš gumastega kola tam zraven, da se bo upogibal, tako se češnja upogiba. To je bila neumnost. Vsak da trd kol za to, da se bo ta mlada češnja, ko bo rasla, lahko nekam naslonila. In se mi zdi, da ravno tu je eden tistih problemov. Jaz, ko sem odraščal, 10 let nazaj, če se vrnem na to, kar sem začel, sem imel v sebi župnika, ki je bil trd. Ne bom rekel trd v tem smislu vzgoja, ampak človek, ki je bil avtoriteta. Sem imel še učitelje, ki so bili avtoriteta. Izhajam iz družine,
ki je dala eno družinsko toplino, eno okolje varnosti, eno okolje, ki bi rekel, wow, se tudi jaz bi hotel biti družinski oče, tudi jaz bi hotel imeti družino. Z veseljem bi jo imel. Če me Gospod ne bi poklical, sem, ko me je poklical. In danes, ko vidimo, kako se to ruši nekako in nekako izgubljamo tla pod nogami, je mlademu človeku dosti težje, da se odloči za nekaj. Pa vendar se odloči. In hvala Bogu za tiste, ki se odločijo, da imajo pogum. In tega, ravno ta pogum se mi zdi, in to je zdaj ta naša naloga, ne? Odpirati prostor, kjer se bodo mladi počutili varne in jim pokazati, da je posvečeno življenje, recimo redovno ali pa duhovniško, biti duhovnik, ali pa tudi družinski oče, družinska mati, nekaj lepega. Nekaj, kar se mi zdi, ne, Nietzsche je to navrgo in je potem tudi skozi stoletje se to pokazalo. Pravi, ne, gre za razvrednotenje vseh vrednot. Pokažemo družino kot vrednoto, kot nekaj lepega, rodovitnega. Pokažemo duhovništvo kot nekaj lepega, rodovitnega. Redovništvo kot nekaj lepega, rodovitnega. Nekaj, kar si je Gospod v svojem večnem načrtu zamislil, da bomo mi potem lahko postali uresničeni. Ampak kako mlademu danes, ki ima vse pred sabo, ki ima dejansko v tem telefonu, v tej svoji elektronski napravici izložen cel svet in vse, kaj naj cerkev, kako vi kot redovniki, kot duhovnik, kako vi vidite, da bi pristopili do njega na ta način? A so tudi, ne vem, v cerkvi kakšne smernice, sedaj je papež Frančišek podal kakšne smernice v tem smislu, na kakšen način dostopati, ker je treba, cerkev se mora prilagajati, mora biti živa, mora delovati tako, kot je bilo lepo povedano že prej. Jaz mislim, da ne smemo v vsem tem, čemer se nahajamo, res ne smemo pozabiti na en velik dar in to je to, da imajo mladi še vedno velik čut za to, kar je lepo in dobro. In da iskreno iščejo in tudi hrepenijo po tem, kar je nekem konkretnem, globokem, kar je resnično in pristno. To hrepenenje imajo in se mi zdi, da to hrepenenje je lahko naša odskočna deska za to, da jim pomagamo, da ne bi potem vse te okoliščine, ki pa so, to hrepenenje potlačile ali pa prekrile. Zato, ker vemo, recimo, zdaj, ko smo že tudi šolo pa družino omenjali, jaz vidim, da marsikdo, recimo od mladih, se že za poklic, ne vem, ima nekaj rad, pa se ne odloči za tisti poklic, ki ga bi rad opravljal, zato ker reč premisli, ne vem, tule ne bo služb, grem reč nekaj drugega. Ne. Že pri teh življenjskih stvarih, koliko boljše pri recimo duhovnem poklicu, ko pa res je treba iti na vse ali nič, no, mislim, na vse ali nič, zaupanje. No. To, da bi, tako sem prej rekla, vzeli to njihovo iskreno iskanje pa hrepenenje kot izhodišče za to, da jim pa mi pomagamo graditi zaupanje. No. Da lahko res z enim zaupanjem in veseljem res zaplavajo tudi na pot duhovnega poklica. No. Jaz bi tukaj rekla, meni se zdi v tem iskanju, ki ga mladi živijo, velikega pomena, da imajo nekoga, na kogar se naslonijo. En kov, kot je rekel Jure, torej človeka, ki je tudi že šel skozi viharje preizkušnje, ki se je odločal, ki je razločeval, ki ima svojo osebno izkušnjo. Nekoga, ki se zna usesti k mladim ali pa iti z mladim v korak, mu prisluhniti, ampak ne tako v globini prisluhniti, prisluškovati, ki zna začutiti, kje ga odnaša, ki mu zna svetovati, pa vendar puščati svobodo, ki zna razširiti pogled, ko se zaplete, ki zna spodbuditi, ko postane malodušen, ki mu ponudi roko, ko pade in ga ne obsodi, ampak reče, gremo naprej, zaključimo to, gremo naprej, soočimo se. Ne? Se mi zdi eno duhovno spremljanje, celostno spremljanje pravzaprav mladega človeka, da se oživiš, kaj živi, da mu prisluhneš, da začutiš srce. In potem hodiš korak za korak. Tudi če bi ga kdaj porinil, že rekel, daj, naredi korak, ampak pustiti to svobodo, da hodi v svojem ritmu,
pa vendar, da ve, da ima nekoga, predvsem pa, da mu pomagaš usmerjati pogled v bistvo. Da ga recimo nekdo kot duhovni spremljevalec uvajaš v odnos, ga naučiš prisluškovati, čemu ga Bog kliče, vabi. Kaj je tisto najbolj žlahtno, kaj Bog v človeka, v mladega človeka položil, vsakega človeka položil. In mu pomagati, da tisti klici, ki niso Božji, da jih prepoznava, ga učiti, razločiti, od kje prihajajo klici, kaj je tisto, ki ga bo v globini usrečilo in kaj je tisto površinsko veselje, ki danes je, jutri ga ni. Tako, vidim veliko vlogo spremljevalca, spremljevalke, ki mu pomaga razločiti, prepoznati, kaj se dogaja, pa potem tudi razločiti, kje je življenje, kje ga pa ni. Jure, ti si tudi duhovni spremljevalec. Pa če čisto tako fizično, plastično pogledamo, ne, kako prepoznati v mladih ta klic? Morda kako ti kot duhovni spremljevalec prepoznaš ta klic, ali pa kako te te mladi poiščejo tebe, kako to funkcionira. In zdaj morda nas gleda kak mladi, ki pa v sebi nekaj čuti, pa nekaj ga žre, pa nekaj ga muči in sliši o teh duhovnih spremljevalcih. Ne? Zdaj, kdo je vse lahko njegov duhovni spremljevalec, čisto tako fizično, ne? Komu naj gre, naprimer, pa nekaj čuti, pa ne ve, pa se boji. Ne? Bom začel z zgodbo, ki je pravzaprav resnična. V župniji, ki sem bil kaplan, so mi ljudje pripovedovali, so rekli, kako so gledali, kdo bi bil zdaj duhovnik. Skozi 20 let molili so, čakali so, ta bi pa bil, ta pa bo zdaj, pravi. Ministrant za oltarjem pridem, ta pa bo. Pa ni šlo, se poroči. Lepo. Pride drugi, ta pa bo, zdaj pa je, ne. In vidite vzporednico z Davidom, ne, kak je bil David izbran, ne. Prvega, najbolj močen, najlepši, ni bil pravi. Drugi spet ni bil pravi, ne. In potem je res, ne, za novo mašo, pa smo tam čakali zunaj, pa smo gledali, pride gor novo mašnik, ne. Od najmanjši pleša, od ni da ni, ne. In ko to gledaš, sem rekel, a ste to čakali? A ste si kdaj mislili, da bo ta prišel? So rekli ljudje, odkrito, nismo si mislili. Najmanj smo tega čakali, najmanj smo tega pričakovali. In se mi to fantastično zdi, mi gledamo z našimi človeškimi očmi, imamo svoje obzorje, vidimo nekoga, ta bi pa bil, ja. Figo bo, ne bo, Gospod pa vidi v srce. In ti prebele nekoga, ko si pa ti najmanj misliš, ta pa, ne vemo, če bo, ne. In ravno ta bo. Se mi zdi to dobro, ne, da tam Pavol ima to, ne, da to našo miselnost, ne, fantastično miselnost nam potovče, pobije, nam pa pokaže s tistim najbolj ubogim, pa si to izbere za svoje orodje. Ne. In se mi zdi ravno to, ko prihajajo, običajno pridejo, običajno pokliče, nekako spostavi kontakt, ali pa zdaj, ko z nadškofom hodimo okrog, tudi nekako začnejo malo spraševati, jih kaj zanima in tako naprej. Sicer pa jaz vidim, da je to en proces, dolgotrajen proces, in začetek procesa pa je tisto, kar nam je najtežje, to pa je vzeti čas. Tega nam pa vedno zmanjkuje in se mi zdi, da noben dokument nam ne bo pomagal pri ničemer, če si ne bomo vzeli časa. In ko zdaj tako gremo okrog, koliko znajo duhovniki, pa tudi pastoralni sodelavci povedati, kaj vse smo naredili, kaj smo zgradili, obnovili smo, ko pa vprašaš, koliko ste pa z, recimo, mlajšimi preživeli časa, ste šli kaj okrog, naj si bo mlad duhovnik ali pa starejši, ali pa bilo lahko tehet ali pa kak pastoralni delavec, koliko ste si vzeli časa, se pa začne lomiti, jeclati. Zelo malo časa. In jaz vidim tu zelo pomembno in tudi sam nazaj življenja vidim, jaz sem se, ko sem se odločil za duhovništvo, sem se odločil ravno ob tem, ko sem videl, da si je župnik vzel čas zame. Za mene je bil to največji dar, ki ga lahko dal. Pravi Janez, tam nihče nima večje ljubezni, kakor ta, kdor da življenje za svoje prijatelje. Grki so rekli, čas je življenje, življenje je čas. Ko je nekdo si je vzel čas zame, je pravzaprav meni podaril svoje življenje. Takrat ni mogel delati kaj drugega. Je bil samo z mano, hočeš, nočeš. In se mi zdi, ko sem z nekom in ko si vzamem čas za nekoga in ko hodim eno pot z njim, sem pravzaprav njemu podaril svoje življenje. A ni to nekaj najlepšega? A ni to že
neka podarjenost mene njemu, njega meni in se vzpostavlja en odnos. Nekaj se je že zgodilo, nekaj se že dogaja. Pa tudi, če nekdo ne bo postal duhovnik, če ne bo postal redovnica, lahko bo postal fantastičen družinski oče, mati, karkoli že. Se mi zdi, prva stvar in tista ključna stvar je vzeti si čas. Biti z nekom. Imamo Jezusa na poti v Emaus, z onima dvema je hodil en čas, sem hodil, sem nekaj druga, poslušal. Ona da sta pa tarnala, bo jamrala, ne. Ampak je bil tam, je bil z njima. Rezultat ali pa zaključek sta mogla pa sama, do zaključka sta mogla pa sama priti. Sejma ni on povedal, jaz sem pa ta, ne. Sama sta prišla do tega. Potem se je zgodilo za mizo, ampak ona dva sta hodil je z njima in ona dva sta sama prišla do rezultata. Nekako tako jaz v teh koordinatah razmišljam in mogoče, da ne razmišljam prav, ampak sam čutim zato, ker berem to iz eksegeze mojega življenja. No? Zdaj mogoče, če gledamo za fante, jim je duhovnik en tak vzor, steber, en očetovski vzor. Morda pa za dekleta, kako one potem to vidijo, recimo, kot da bi se v skupnost sester ali pa tako, morda je to sta dva drugačna vidika ali tudi dekleta poiščejo duhovnika, pa pri njemu najdejo, mogoče bolj tako gledam. Ja, eno in drugo je možno. Jaz sem vsekakor vesela, da takrat, ko sem študirala v Mariboru likovno pedagogiko, je že obstajal Center za duhovne poklice in lahko rečem Bogu hvala, zato ker ne vem, z svojimi sovrstniki se takrat nisem mogla pogovarjati o teh stvarih, da pa bi jaz mogoče šla v samostan, ker je to bilo pač ni bilo nekako v mojem načrtu. Dobro, to je bilo dragoceno, ampak prav tako pa kasneje tudi z duhovniki, z duhovnimi voditelji, spremljevalci, no, ki so me spremljali, eno in drugo je dragoceno in vse to, kar je že tudi sestra Štefka pomenila, zakaj, ne. Zdaj molimo za duhovne poklice, ne. Vemo pa, da v slovenski cerkvi danes je zelo malo poklicanih trenutno. Kje je tu težava? Zakaj? Ali je takšen čas, pa se moramo morda na takšen čas tudi to sprejeti in reči, tako Bog želi, tako mora biti, da tudi mi več damo mogoče od sebe, mogoče je bil en čas, ki jih je bilo veliko, pa se takrat malce... Danes vseeno moramo se zavedati, da ta družba v primerjavi za katoliško cerkev kot inštitucijo sama kot taka je veliko bolj vabljiva moderna družba, ne? In kako se potem, kot vi imate v rokah to, da cerkev predstavljate mladim, da jih pritegnete, da jim poveste, recimo, zakaj pa se naj odloči in zakaj odločitev v življenju v bistvu dobra. Ne? Ker odločitev, kot smo že prej slišali, je tista, ki v življenju je pomembna. Ne? In to je verjetno zelo veliko izzivov nudi, ne? V tem času. Jaz bi samo eno stvar rada rekla, pa bom prepustila besedo. Jaz sem prepričana, da Bog zadosti kliče, nič manj kot kadarkoli skozi zgodovino. Nič manj. Problem je naš odgovor. Problem je, ali slišijo ti mladi, ali sliši danes mlad človek res ta božji klic, ali si vzamemo čas, tišino in tako. In drugo, ali ima nekoga, ki mu pomaga, da ta klic zori. Klic je kot seme, bi rekla, ki ga je treba negovati. Treba je sonce, treba je zalivati, treba je ugodna zemlja, da raste in dozori. In jaz mislim, da je potrebno, da mi, ki smo že poklicani, pa tudi starši doma, verniki v župniji, da več naredimo v tem smislu, da bi bil ambient, da bi najprej to ugodno okolje, molitveno okolje, okolje, kjer se mlad človek najde, recimo v župniji ali pa v družini, ustvarjali, potem tudi jih podpirali z molitvijo, predvsem, da najdejo tudi svoj prostor darovanja, ker kaj je skupno vsem nam poklicanim? Podaritev iz ljubezni. Ali je to v zakonu, ali je to v duhovništvu, ali je to v redovništvu. In zorimo pravzaprav že od malega za ta trenutek,
ko bomo toliko dozoreli, da smo zmožni podariti svoje življenje, ampak ne enkrat za vselej. Vsak dan znova, ja, življenjska odločitev, ampak potem vsak dan znova. Jaz, ko sem stopila, ni bilo konec, zdaj pa imam, ali pa ko sem naredila večne zaobljube. Vsak dan znova me Bog kliče, vsak trenutek, v vsaki situaciji, ko sem s človekom, tudi v tem trenutku, ko se tukaj podarjam vam in gledalcem TV Exodus. In tako je vsak mlad človek poklican. Ne, toliko bi o tem. Ja, meni je tudi najprej zazvenel v ušesih ta stavek, da je malo poklicanih, se strinjam. Ja, ker to je takšna floskula danes, ne? To, če si izven kakorkoli cerkvenih krogov, boš slišal samo to, ne? Sej pa jih ni več nič. Pa tudi znotraj, ne? Sej veliko je pač, kako malo novomašnikov imamo letos, ne? To slišimo. Ne slišimo, hvala Bogu, da jih imamo toliko, ne? Slišimo, ja, je pa resno, če greste med mlade, ne vem, preveč mladih nosi ta žar v očeh, ta žar, ki je značilen. Ponavadi nekdo, ki je poklican, posvečeno življenje, ima en tak poseben žar, no, in teh je kar nekaj. Tako da, jaz mislim, se strinjam, je veliko poklicanih, a ne, je pa res stvar odziva. Lahko rečem, no, takrat, ko smo imeli v Stični delavnico za duhovne poklice, ja, tisti prostor natlačen, poln mladih in tako tiste oči, ki žarijo in ki veš, pač, da je še pot pred njimi, ampak so. In recimo zdaj po 3 letih, jaz iz tiste skupince vem za 2 duhovna poklica, da so odgovorili. Verjamem pa, da je v tisti skupinci, pa to je bila ena mala skupinca, ne? Mislim mala, pač samo tak je bila v Stični, vemo pa Slovenija je še širša, ne? Samo zdaj res vprašanje odgovora in počasi zorijo, tudi vem, ne vem, spremljam zdaj še tudi nekaj deklet, že nekaj let in res tak čakam, kdaj bo to dozorelo in potem včasih s kakšni sestri rečem, veš, pač recimo, ko ena mama nosi otroka, ga nosi 9 mesecev, ampak duhovni poklici pa zorijo, se nosijo pa nekaj let, no, mislim, traja, ampak so pa, ne, to pa, ne vem, in v Sloveniji in potem tudi izkušnja Svetovnega dneva mladih, veliko mladih Gospod kliče na pot posvečenega življenja. In to je prav, da imamo to pred očmi, zato da jih res nosimo v srcu, no, in v naših molitvah pred Gospoda, ker jaz mislim, da prej ali slej, no, pa se tudi nekaj rodi, no, ne more kar noter ostati. Tako da. Pa tudi, recimo, če se uživimo samo v današnjega mladega, koliko izzivov, koliko vplivov, ne? Jaz jih kar eno lepo število spremljam. Pride situacija, ko že ve, pa nima moči. Glejte, tle pa trenutek, ko ga podpremo, ne samo z besedo, ne samo spremljanjem, ampak z molitvijo, da kličemo milost, da bi ta mlad človek zmogel narediti korak, se vršiti popolnoma brez rezerve v Božje roke, da bi si upal tvegati življenje, ne kar tako v prazno, za Boga, ki je naš stvarnik, ki nas izpolnjuje, ki nam daje življenje, ki nam daje polnost življenja. Ne? Ravno da ta strah in mlačnost. In zato, gledajte, je, ko sem rekla, molitev. Molitev je tista, ki dela čudeže, če prosimo z vero, če vemo, da je to nekaj, kjer prispevamo, da Bog bolj navzoč med nami, da mu odpremo, da smo mi tisti orodje, ki se ga Bog posluži, da prosimo za milost. To imamo vsi možnost. Končno pa, če gledamo nazaj, Sveto pismo, Stara zaveza, imamo malo prerokov pravzaprav, saj ni dost. Nova zaveza apostolov je 12, pa imamo potem kasneje, prihajajo se cerkev širi. Preroki so bili to. Jaz mislim, da je to malo število duhovnih poklicev danes spraševanje nam. Rdeča luč gori, v čem je problem? Torej, ni problem samo, da mladi ne odgovorijo seveda, zaradi mnogih okoliščin, ampak najverjetneje je nek problem tudi pri nas. A smo mi preroški? Se mi to zdi,
poudarjamo to, ja, dajmo se v Gospodu v roke in tako naprej. Sem nekajkrat slišal od mladih, kaj pa naj delam, ko bom kot duhovnik? Kaj pa naj delam, ne? Ker tudi vse vemo, kako si predstavljajo dan župnika, ne? Tista maša in je konec. Ne vem, kak je pri sestrah, kako si vas predstavljajo. Verjetno vam povejo, ampak za nas je tako, se tisto mašo ima, potem pa, če ima verouk, ampak to je pa tudi vse. Je ljubi Bog. Saj, če te ne vidi navzočega zunaj med ljudmi, ko se potolčeš, ko si ranjen, ko jočeš, ko skoraj da krvavi pot potiš, je saj res, kaj pa bom delal doma. Se mi zdi, večkrat ponoviti to, pa pokazati najprej to naše preroštvo za ta čas, pa druga stvar, tudi pokazati, da to življenje živimo, da se potolčemo, da smo ranjeni, da želimo očetu prinesti nekaj, tudi če bomo celi porezani, potolčeni, ampak da bomo nekaj prinesli do konca življenja. Da je najslabše to, da se za nič ne odloči, to, kar je že sestra Štefka prej rekla, da se za nič ne odloči, pa tako sam fajn sedi, to je najbolj varno. Ampak mene je najbolj strah me je tega, da bom na koncu življenja prišel pred očeta, nebeškega očeta, pa ne imel kaj prinesti. Saj res, da lahko pokažem, glejte, imam čiste roke, imam neporezane roke, vse sem sterilen, sem urejen in a ni fajn. Čist v redu je, pa sem se skozi življenje nisem naredil napak. Najbolj bojim se, da bo na koncu rekel, veš kaj, ti kar šibaj ven, takega jaz ne rabim. Vse tudi nisi kaj naredil. Se nimaš kaj pokazati. In koliko bo, jaz mislim, da strah me je tega, da mu na koncu tudi mi dali odgovor za tiste, ki jih nismo vrgli ven z teh gnezd, ven vrgli na cesto, ven vrgli v življenje, naj začnejo živeti, naj se potolčejo, naj bojo brez strehe nad glavo, naj izkusijo življenje, pa naj začnejo enkrat živeti. Z tega enega takega fajn lagodnega življenja v eno resno življenje, ki pa je lepo, ki pa ima sadove. Ravno to je to, ne? Ker ta tehnologija ravno to nudi, te zaprtost v svoje kotičke in zdaj, kako tega mladega človeka, ravno to, da on ve, da bo slej ko prej pa tudi, moramo se zavedati, ga dočakala smrt pride k vsakemu, vsak bo enkrat umrl, kot mladci se tega ne zavedaš, ne? Si poln življenja, si nekaj, saj še imam čas, ne? Saj kam se mi pa mudi, zdaj, včasih smo pri 20 bili vsi živčni, ker še nismo bili poročeni, zdaj pri 30 je ono že tak, ne? Že pri 40 si pol pa že malo, pa še to so medicinske metode, ki zdaj pomagajo, ker imamo medicino, imamo znanost, imamo vse, zakaj pa rabimo še Boga konec koncev, ne? To je danes tak. In ja, prosim. Tako, ko vas poslušam, si rečem, gledajte, življenje da, ko se ti zaveš, da življenje, ki si ga prejel, da je dar. In kaj boš ti s tem darom naredil, a ga zafučkal, ali ga boš zapravil, ali pa boš se dal, podaril. To vam povem, ko se daš, brez rezerve, da si zvečer utrujen, da se padeš v posteljo. Ampak sem srečna tako, da za nič na svet ne bi zamenjala s tistim, ki se je cel dan vlekel kot megla. To, ko daješ, ko se usedeš k ljudem, ko poslušaš, ko včasih ne moreš drugega narediti, ko z njim jočeš, ko poslušaš njegove stiske, pa rečeš, lej, s tabo sem, molim, izročam te, ali pa z njim iščeš. Ej, splača se. To je življenje. In to je duhovni poklic, darovanje. Ja. Ne samo, da ste sami sebi zadostni, ne, ampak da se darujete za druge. To je tudi pomemben del tega. Sestra Tina. Ja, gotovo. No, pa se to gre z roko v roki, ne? Če odgovoriš na ljubezen, če si ti ljubljen, če si vesel tega, da živiš in da si ljubljen, potem je nekako logično to, da gre v darovanje, ne pa bodi si ali v duhovnem poklicu ali pa v zakonu, ne eno ali drugo. In kakšne možnosti nudi redovna skupnost, na primer, mladim? Ja, zdaj, eno je, da imamo v redovnih skupnostih eno življenje, tako, kar se tiče reda, imamo molitev in to je že ena priložnost, ko lahko nekdo se priključi redno k molitvi. Vkolikor se ne straši, pa ga ni blizu. No, drugače pa kar nekaj redovnih skupnosti tudi prakticira prid in poglej, v smislu, ne vem, da nekdo preživi en vikend z redovno skupnostjo, da si malo pobliže zna sploh predstavljati, kako teče življenje. Zelo dragoceno v cerkvi na Slovenskem je tudi ta izkušnja poklicanosti, ki jo imajo bratje kapucini,
Oni so ta pridi in pogled, ki ga nekateri imamo v vikend paketu, so oni dali v bolj realno stanje, to je 3 tednov. Zdaj, seveda, da nekdo se odloči, da pride za 3 tedne, si mora vzeti časa, ne, ampak vseeno je pa dragoceno, ker je razlika, če si ti 3 dni v samostanu ali pa če 3 tedne hodiš eno pot, je drugače, no, je bolj tudi realno. No. To. Potem zelo dragocene se mi zdijo tudi tile vikendi bratstva, Veselje Evangelija, ki gradi v bistvu na katehezah za mlade. Tudi imajo na Sveti Gori pa na Vipavskem križu. In se mi zdi, da to so ene dragocene iztočnice za mlade, ne samo iztočnice, no. Nekje, kjer lahko je ena hrana, ki jo lahko najdejo. Je pa res, a ne, zbrati pogum. Zdaj tudi izziv je, vem, da včasih ali vikend, ali en dan, ker včasih vem, da nekateri en vikend je že preveč, en dan še mogoče, kakorkoli. No, jaz mislim, da kjer je res klicno, prej ali slej pride do tega, da nekdo pa vendarle pride, ne zato samo, ker mu je nekdo rekel, ampak ker ga nekaj znotraj žene. No. Prav je pa, da smo odprti za to, ne samo odprti, pa tudi pozorni. No. Ni vsaki bo prišel k nam, že tudi ker zdaj bo pa redovnik, redovnica ali pa duhovnika. Ne. To se mi zdi pa, da je ena past za nas, zato ker seveda si vesel, če en mlad človek pride, a ne v samostan, ampak no, da smo res pozorni, ali ta mlad človek rabi preprosto en varen prostor, kjer bo lahko spregovoril o določenih temah, ali potrebuje molitev, ali pa gre res za duhovni poklic, ne, da malo spremljamo, da ni kar takoj, zdaj pa imamo jo ali pa imamo ga. Ne, ni, ne. To res moramo spoštovati osebo taka, kot je in v tem, kar je. No. Jaz bi se še malce vrnila nazaj, ker mi tako sedaj po mislih gre te besede, da je treba mlade vreči ven in jih zbuditi in prebuditi. Vloga staršev je tukaj tudi zelo pomembna, morda še moramo to omeniti, ne? Ja. Vlogo staršev, oziroma kdo lahko danes mladega konkretno brcne in reče, glej, zdaj pa začni živeti. Gotovo so starši prvi, ne? Ja. Ampak zdaj, meni se starši zelo smilijo. Zelo se mi smilijo. Tudi pri katehezi zdaj vedno bolj prelagamo vse na starše, pa to bi mogli že starši naučiti, pa to bi mogli že od doma prinesti, pa ja, vse to bi moglo. Ampak zdaj pa poglejte vi starše, sami vemo, prvič kako okolje imajo, pa kakšne službe imajo. Gre zjutraj ob 6 od doma, 5 dni, 6 dni v tednu, malo ljubi Bog se ne more, ne. On komaj zadiha malo, ali pa recimo, da se je ta partnerski odnos nekako ohranja živega, ne. Kako naj zdaj še vse ostalo dela? Se mi zdi, da je pomembno tu, pač pri neki vzgoji, verski vzgoji, spremljanju, so res stari starši. So stari starši. Kakorkoli, jaz gledam tudi svojega življenja, je bila babica tista, ki je po mojem mnenju izmolila, po obeh straneh, no, izmolila duhovni poklic. Jaz pa še danes moli. Ona še danes moli, 3 že molijo pri očetu za mene, nebeškem očetu. Babica pa še vedno moli, mi vedno pove, pravi, jaz molim za tebe. Jaz molim za tebe. Vem, da drugi manj molijo za mene, ampak jih ne obsojam. Oni ne morajo, ljubi Bog, če toliko delajo. Se mi pa zdi, da bi mogli biti tudi toliko pošteni, če ne moramo toliko moliti in tako naprej, recimo družine, potem, ko pride čas, ne ukvarjaj se več z svojim otrokom, zdaj ga pa spusti v življenje, ne. Se mi zdi, potem se pa zgodi en prevrat, zdaj pa mama, oče, kdorkoli, začne pa toliko strašansko skrbeti za tega svojega otroka. Prej ni bilo časa ga vzgajati, pa ko ima pa malo več časa, pa ga ne spusti. Ja, spusti ga zdaj. Zdaj pa čas, daj prostor, daj življenje. Imam tako dobro izkušnjo iz tujine, ko sem bil v Ameriki, sem šel po obiskih in so mi pokazali hišo, pa vse so bile enodružinske. Me čudilo, sem pa, kak je to zdaj, ne živite z svojimi otroci, pravi, ne. Mi smo zgradili te hiše za sebe, pa za, bi rekel, da vnučki lahko pridejo na počitnice, otroci morajo iti v življenje. Ne si bo v družinsko življenje ali pa v bilo kakršnokoli poklicano že, ampak morajo iti, jih spustiti.
Se mi zdi, da naša naloga je bolj v tem, da jim nekako pomagamo pri tej vzgoji, pri tej verski vzgoji, nikakor pa ne obsojati, ne. Se mi zdi to pomembno. Se mi zdi, da tudi župnija ima tukaj zelo pomembno vlogo. Glejte, župnijsko občestvo, ne? Če smo mi eno telo res, a imajo mladi prostor v župniji? A imajo prostor za darovanje, prostor, kjer se sami najprej fajn počutijo, potem, kjer lahko rastejo in kjer lahko tudi dajejo, ampak v skladu s tem, ker oni so. Ne? Župnija se mi zdi en takšen prostor, kjer prvi, poleg družine, ne? Kjer odraščajo, kjer se dajejo, kjer rastejo, ne? Imajo, da na sebi delajo, ampak obenem se že tudi dajejo. Imajo priložnost, ne samo, da jim govorimo, da so odgovorni, ampak da imajo priložnost, da jim zaupamo odgovornost, da jih z njimi pripravljamo in z njimi tudi reflektiramo. In lahko rečemo, glej, sijajno si to naredil, ali pa, lej, tole bi pa lahko boljše, ali pa tako in tako, ali pa tukaj pa nisi bil odgovoren, ne? Da jim pomagamo čisto konkretno rast ob situacijah, ob dogodkih, ob praznovanjih, pa preprosto tudi, da so tam zastonjsko in da čutijo, da so ljubljeni, sprejeti. To je to. Sestra Štefka, vi vodite Center za duhovne poklice v mariborski nadškofiji. Kakšen je ta center? Kaj se tam dogaja? Kdo vsega lahko obišče? Kdaj morda? Kakšen je namen tega centra? Center ima kar širok spekter nalog. Pravzaprav, mi želimo več stvari. Prvo, prebujati to zavest, da je življenje poklicanost. Naš namen je pomagati ljudem, da bi odkrili življenje kot poklicanost in da bi imeli možnost, nek prostor, dogodke, in zato to tudi prirejamo, pripravljamo, kjer se lahko mlad človek ustavi in pred Bogom pogleda, kam pa mene vabi. In zato v okviru centra imajo mladi možnost, da pridejo na enkraten pogovor. Ne, velikokrat se dogaja, nekaj čuti v sebi, v domači župniji se boji izpostaviti, da no jo pol misli, tam bom šel že koj za duhovnika ali pa za nuno. V centru je nevtralen prostor, vpraša, lahko se pogovori. Možnost je rednega duhovnega spremljanja, ali jaz spremljam, ali pa poiščem spremljevalce, da je bližje kraju, kjer je nekdo. In to v tem smislu, kot sem prej rekla, spremljanje, da najprej se nauči prisluškovati, vzpostavljati odnos z Bogom, sebe sprejemati, sebe spoznavati svoje darove, svoje meje, jih sprejemati in tako počasi rast, dokler ne pride do tega trenutka, ko tudi poklicanost toliko prečisti, da on in jaz v miru rečeva, ja je ali pa ni, moraš iskati naprej. Ali pa ta znamenja, ki jih razbirava, to ni duhovništvo. Ali pa to so pa znamenja, ko je prav, da iščeš naprej, razčiščuješ. To je eno. Torej, možnost spremljanja, možnost, kjer mladi se učijo tega osebnega odnosa z Bogom, posebej tukaj so duhovne vaje, osebno vodene v tišini, kjer je čas, daljši čas, 5-dnevne običajno, kjer se mlad človek sreča iz oči v oči, iz obličja v obličje, če tako rečem, z Bogom. Ko pred Bogom lahko pogleda, kdo sem jaz, kdo je on, k čemu mene vabi, in ima v teh dneh spremljanje, jasna navodila, pomoč, kjer lahko razčiščuje, poglablja odnos z Bogom, sebe spoznava, zori, ampak to ne pomeni ene duhovne vaje, zdaj bo pa kar vedel. Ne, lahko je to šele začetek neke daljše poti, kjer začne malo bolj resno delati na sebi.
Poleg tega pripravljamo programe, delavnice ali pa poiščemo možnosti tudi za pridi in poglej, ki bi mladim omogočalo spoznavati bistvo posameznih poklicev. Bodi si poklicanosti v družinsko življenje. Marsikdaj mi kdo reče, ko spregovorim, razmisli, poklicanost v družinsko življenje je poklicanost kot v duhovništvo ali pa redovništvo. In me debelo pogleda, ne, to še nikoli nihče mi tega ni rekel. Ja, to je poklicanost. Ravno tako gledati, prisluškovati, poznati bistvo duhovniškega poklica. Ne samo tisto, ko vidiš župnika, ko leta sem in tja in ko gradi in tako. Bistvo, kaj je bistvo? Bistvo posvečenega življenja, redovniškega ali pa posvečenosti v svetu, ki jo nekateri živijo. Ne? Spoznavati bistvo. Potem je kar več programov, kjer pripravljamo molitev. Molitev, to je tisto okolje, kot, če hočeš, da neko seme raste, mora imeti zemljo zahlano, pognojeno, sonce, dež in tako naprej. Tako je molitev tisti prostor, najboljši prostor, ki ga pripravljamo in zato veliko delamo na tem, da bi molitev bila navzoča po vseh župnijah, vabimo ljudi, pripravljamo molitvene ure, različne oblike molitve, vabimo torej nekaj v škofijskem okviru, nekaj pa pripravljamo gradiva, besedila, ki so v pomoč župnijskim animatorjem. Namreč mi čutimo, da delo za poklice, mi smo samo, tako če rečem, ni najlepše, nek motor, nekdo, ki poganja, ki spodbuja, ki daje iniciative, ki spremlja, ki omogoča večje poznavanje, smo pa poiskali sodelavce. Ne? Vsaka župnija naj bi imela župnijskega animatorja za poklice, s katerim smo v stiku, mu pošiljamo ideje, tudi ravno ta teden sem poslala nekaj spodbud, kako lahko v župniji obhajajo teden molitve, obenem so pripravljena gradiva, možnosti, da vedno pokličejo na center, dobijo pomoč. Tako da je, ogromno priložnosti za mlade, obenem pa tudi za odrasle, za družine, za starejše, za župnijske sodelavce, kjer, če smo za poklice vsi odgovorni, če je res namen pomagati ljudem odkriti njihovo poklicanost, kam ga Bog kliče, kje bo res živel, polno živel, potem moramo narediti vse in tukaj čutim vlogo centra in sodelavcev, ki so, Jure tudi eden od sodelavcev, in zelo sem vesela tudi sodelovanja redovnih skupnosti, tukaj v Mariboru mi je to še posebej res lepo in se tukaj tudi res zahvaljujem. Karkoli pripravljamo, redovne skupnosti so vedno na razpolago, sodelujejo, tudi člani centra in te župnijske animatorji po župnijah. Vsi, ki zdaj poslušate, vam želim iz srca reči hvala za ves vaš delež, ker čutim, da skupaj lahko naredimo nekaj lepega za Boga in za ljudi in skupaj lahko ustvarimo nekaj, kar bi mladim pomagalo odkriti njihovo življenjsko poklicanost in jo tudi globlje zaživeti. Je pa še polno stvari, sodelujem tudi pri vzgoji stalnih diakonov, kandidatov za stalni diakonat in mnogi drugi dogodki, ki so pravzaprav vse povezano s poklicanostjo, delom za poklice, odkrivanjem poklicanosti ali pa tudi molitev ni samo za nove, za te, ki se odločajo, ki se borijo, ampak tudi za svetost in stanovitnost, da bi mi svetu, da bi mi polno živeli to, kar smo poklicani, da bi mi pričali, da bi življenje iz nas špricalo, če tako rečem. Ne? Res to. Ja, in to špricanje življenja. Mislim, da naše gledalce tudi zanima, kakšen je bil pa vaš ta klic, o katerem pravimo in kakšen je bil odgovor, nanj vemo. Ampak kako je potekalo osebno? Najlažje si včasih dobiš vpogled iz osebne izkušnje nekoga, ko pove sestra
Ja, zdaj, ko je sestra Štefka to prepovedovala, se meni vrtel film za nazaj, ker sem kar nekaj časa preživela pri sestrah Uršulinkah. Bom rekla, da je tam zorel moj duhovni poklic. In so me tudi malo vrgle tako iz gnezda, zdaj, da bo to prav razumljeno, ne? V tem smislu, no, zdaj, ko sem razmišljala, kako dragoceno je bilo, jaz nisem šla kar k njim, ne vem, kar takoj na neko izkušnjo poklicanosti ali karkoli, ampak kje se je začelo, ne? Recimo so me povabile, takrat so imeli še samostan v Mekinjah za počitniške dneve za otroke, če bi lahko prišla tja pomagati kot animatorka, ne? In je tako lepo šlo vzporedno delo z otroki in hkrati vidiš ti konkretno skupnost, kako živi, kako moli, kako smo skupaj pomivali posodo, potem ker so sodelovali tudi v Stični, sem spet tudi tam sodelovala, skratka, je bil tak bom rekla, ko skočiš malo iz skupnosti, ampak hkrati si pa skozi nekako povezan s sestrami in vidiš to življenje, ne? In meni seveda mi ni dalo miru, zato ker v določenem trenutku se vprašaš, čakaj, je meni samo lepo biti s sestrami ali pa mogoče tudi mene Gospod kliče na to pot, ne? Tako da sem vesela, no, da so, to je še tudi ena taka oblika, da ni samo pridi in poglej, ampak pridi in bom rekla z nami, delaj, živi naše poslanstvo. Se mi zdi to nekaj najlepšega, no. Pa se je kdaj pojavil kakšen dvom vmes? Kakšni zadržki so bili kdaj, ki pa bi vse skupaj najrajši pustila pa rekla, to ni za mene, pa kaj takrat narediti, ko pride do česa takega? Prej ali pol zdaj? Prej, pol in zdaj? No, lahko rečemo, skušnjave so bile, so in bodo. To je enkrat ena, je pa res... Se jih ne smemo bati, ne? Ja. Dobro je, da se jih ne. Straši, pa potem reči, no. Ne, zato pa je resno, danes smo že večkrat to naglasili, ta vloga duhovnega spremljevalca je res pomembna, zato ker ko pride skušnjava in pride, je dejstvo, da se pač vrtiš okrog nje in se vrtiš in gledaš tisto in hkrati gledaš samo, kaj jaz zmorem ali pa kaj ne zmorem ali pa kaj mi kot skupnost zmoremo ali pa ne zmoremo in v tistem normalno, da ti včasih pride, ja, hvala lepa, no to pa res, ampak tu ne sme se tu končati, no, ker je res, bom rekla, ne vem, meni se zdi duhovni poklic tak velik dar, da se mi zdi vredno, da res skupaj delamo in zato in tudi vsakemu, ki ga Bog kliče na to pot, da mu pomagamo, da bi to zaživel. In da drugemu tudi pomagamo preusmeriti ta pogled od tistega, kaj mi ne zmoremo k Gospodu, ki pa nam vedno znova nam vrača to življenje, veselje, upanje in naenkrat se ti tiste stvari, ko so se ti zdele prej najbolj grozne, ne da se ti ne zdijo grozne, ampak nimajo več take teže, no. Tako da, bom rekla, seveda normalno pride kakšna taka misel, ampak ni globinska, no. V globini ostaja res ena velika hvaležnost za ta dar poklicanosti, pa tudi za dar sestrinstva, no. Eno in drugo, to je dar in res je moramo med sebojno pomagati, da ga ohranimo živega in da še drugim pomagamo k temu, da bi to zaživeli, no, v polnosti. Zdaj, Jure, pri tebi smo slišali, da je bila babica tista z molitvami, pa starši, ki so te malo potisnili. Kaj pa se je znotraj tebe dogajalo? Ja, jaz bi mogoče res se najprej tudi zahvalil CDP-ju, večkrat pridem gor kako stvar potarnati ali pa vprašati, ker se tudi srečujem v okolju odzunaj z mladimi, ne, in sploh, če kdo kako tako stvar naglasi ali pa postavi neko vprašanje, se mi zdi prav, da se kakšna stvar malo pretehta, pa imam tako vprašanje ali pa recimo taka situacija. Sem moški in rad poenostavljam stvari, ne. Včasih je stvar preveč kompleksna in je fajn, da dobim tudi drugo mnenje. Tako bom rekel za svoje življenje, zdaj ko gledam nazaj in sem res hvaležen, da je bilo tako, kot je, oziroma da je tako, kot je. Najprej seveda družina, prva stvar, rekel prvo okolje, ker se je duhovni poklic nekako rojeval in sem takrat, ko je oče se ponesrečil par let nazaj in takrat, ko smo bili prvi večer doma oziroma drugi večer doma, se tako spomnim, da sem nekako prevzel to očetovo duhovništvo.
v tem sem že bil takrat duhovnik, v tem smislu sem rekel, gledajmo nazaj s hvaležnostjo na leta, ko smo ga imeli. Prva stvar, na leta, da smo ga imeli. Poglejmo nazaj, ne bo to evharističen spomin. Druga stvar pa, jaz sem se duhovništva naučil doma pri mizi. Očetu, ko sem videl, koliko je lomil tisti kruh, koliko je tudi udaril po mizi, ne? Pred otroki, pred mamo, ne toliko. Ampak toliko sem videl v njem tudi tistega s temi izdelanimi rokami, ne, to je lik duhovnika. Potem je bil prvi, ki je spodbujal molitev. Ne, mama, oče, gremo moliti. Je treba moliti. To je pa nekaj svetega. Pri njem je to sveto. In to je edina stvar, ko je nismo upali izigravati. Ko je rekel, čeprav je bilo včasih tudi mučno, ampak smo šli, otroci, k molitvi. In nekako je to raslo, se mi zdi, najprej v družini. Potem pa druga stvar, ko je pa prišel trenutek, smo pa tam, ko je Preletina rekla, sestra Tina, je bil pa, se mi zdi, da ključni duhovnik, tisti, ki me je nekako potem spremljal naprej. Zgodilo se je to, da sem seveda najprej šel malo po svoji poti, v času po srednji šoli, potem pa kar v nekem trenutku zgodilo se je, da mi je bilo fajn pri maši. Zdaj, prej je bilo vedno težko, pa komaj sem čakal, da je bilo konc, pol mi je bilo pa kar znenada lepo, ne? Ampak jaz nisem bo kar nekomu povedati, zdaj nekaj se dogaja, to nekaj ni vredo. Pa poslušal sem, kaj je duhovnik govoril, potem pa se je to en čas pelalo. Zanimivo, ne, tam je, mi smo jo pravili sestra Jožica v župnišču, ona je to kot mama spremljala in je videla. In tudi moja mama, ki je spremljala me, je videla, da nekaj ni glih, ne, to so mame, ne. Mame čutijo. Ja, tako, ne, mame čutijo, ne, in je videla, da nekaj ne štima tule, ne. In sem potem, ko se je ta proces nekako pelal, v nekem trenutku pa samega sebe, ali pa, ne, se mi zdi, to je bil Božji, vprašanje Boga meni, kaj če bi ti enkrat stal na oni strani oltarja? Pumf. Kaj to zdaj vse pomeni, ne? Kaj se bom jaz zgubil? To je kapitulacija, totalna. Prvo, kaj bo se zgubilo. Tako, kaj se bo zgubilo, ne? Kaj bom jaz izgubil? In potem, ampak tak mir sem čutil takrat, ne? Ko se nekako potem v mislih preselim tam na tisto drugo stran oltarja, tak mir, pa saj to je to. In pol je bilo, in to je bil pa res župnik, se mi zdi, da najboljše sem ga šel vprašati, kako lahko študiraš teologijo, ne? Mislim, kakve so zahteve, oziroma pač, ne, da bi se vpisal na teologijo. In pravzaprav tako je bilo, sem šel naprej k tej sestri Jožici, pač malo povprašati, ne? In ona je župniku povedala in župnik mi je že prišel čestitati. Bravo, ja fajn, se to je to, lej, korajža velja, pogumno, gremo, kam gremo? Rekel, ja, pa to zdaj ne boš kar nekaj polovično, tam boš hodil pa delal zravno, kaj, ne moš tako, lej, gremo na polno, ne. Sem stavkal v kopanje, seveda, te pa gremo, če vi pravite tako, bolj pa že bomo, in smo šla rok, in pol tako se je vsa zgodba začela, ne. In sem res hvaležen, ker verjetno, če me on ne bi takrat tako brcno, dobesedno brcno, ne, verjetno ne bi bil, bi laično nekako začel študirati vprašanje, če bi ga končal, pač nekaj bi poskušal. Ampak tako sem imel pa ta steber, ta kol ob sebi, nekako, no, už da bomo, zdaj pa gremo. In ko sem začel, sem potem res vedno bolj iz leta v leto potem opažal, da bo to tisto pravo mesto, ne. Potem se začne to razločevanje in da bo naprej, ampak, sem na pravem mestu. In čutiš ta mir in hvaležnost, da si tu, ko sem, pa sem tu, ko sem, Gospod je hotel. Prav je, da sem tu. In res, ljudje, ki so me spremljali takrat, no in tudi mama pol rekla, tako nazaj, ko se spomnila, rekla, jaz sem vedela. Tako, no, po vojni ste vsi generali. Ja, ampak morda je ravno tukaj, ne, ta družina, ki je trenutno v največji stiski, ne, in kjer je, kot smo že prej govorili, pa bom se še vseeno sedaj sestri Štefki dovolila, da še ona pove svojo izkušnjo, pa se morda vrnemo kasneje. Kako je bilo pa pri tebi? Ja, jaz bi rekla, je imela veliko vpliv družina, župnija pa bližina samostana. Družina, v kakšnem smislu? Ob mojem krstu, ko je bilo vsega konc, je moja mama vzela to malo štručko in jo je nesla po celi cerkvi, ljudje, ki so bili še navzoči, so gledali in me je položila Mariji na oltar in me je Mariji izročila, jaz tega nisem vedela. Vem pa, da celo življenje mene Marija na poseben način spremlja.
To čutim celo življenje. Ko so prelomnice, ko je odločilno, Marija je mama. Marija je mama, ki me spremlja, ki mi stoji ob strani. Če je še tako težko, jaz grem k Mariji, se k njej stisnem, se njej izročim, se vržem v njene roke in to je to. In ko gledam zdaj nazaj, jaz mislim, da to ima velik zame pomen. Drugo, mi smo živeli zraven cerkve in zraven samostana. Mi smo bili mežnarji, mi smo imeli ključ od župnijske cerkve in odkar pomnim, meni je bilo tako fajn v cerkvi. Mi smo pucali, tam rože krasili. Jaz sem se v klop usedla. Jaz sem, ko sem bila malo večja, vzela doma ključ in sem se usedla, stol sem se tja v tabernakelj prinesla, pred tabernakelj in sem se usedla. Meni je bilo tako lepo, jaz sem en tak mir doživljala, da sem tam z Jezusom, jaz ga nisem videla, tudi ne vem, kakšna je bila moja vera, ampak čutila sem to navzočnost Boga in meni je bilo fajn tam in jaz sem bila zmožna kakšno nedeljo popoldne tam preživeti. Pa ne morem reči, da sem molila, ampak bila je molitev zdaj, ko to gledam. Ne? Mene je Jezus privlačil. Tudi, kadar je bilo težko doma ali pa kakšna situacija, jaz sem šla v cerkev, sem vzela ključ, vedeli smo vsi in vedeli smo, da je treba zelo paziti na ta ključ. V cerkvi smo imeli tako ogromen križ tam zadaj pri krstnem kamnu in jaz sem šla, kadar je bilo težko, tja pod križ držala, Jezus sem se rekla, če ti ne boš pomagal, nič ne bo. In sem ostala, dokler nisem bila mirna in me je potolažila in sem šla in sem čutila, gremo naprej. Sporedno zraven je bil samostan in odkar se spomnim, če se je le dala, sem tekla tja v samostan, na vrt k sestri, v kuhinjo k sestri. In to, kar me je fasciniralo, te sestre, ki so imele polne roke dela, ona se je usedla k meni, se je z mano pogovarjala, njej se je zdelo vrednost tem otrokom, kaj tam, kaj še vedela nisem, kaj bi rada, se usedla, se pogovarjala, par besed rekla, me je kaj spodbudila, mi kakšne piškote prinesla, seveda. Ko jih doma nismo imeli, so bili še to bolj dobri. Ampak že potem, ko sem malo večja bila, 3., 4. razred, meni ta misel ni dala več miru. Ko sem bila še večja, 6., 7. razred, pa so pri verouku bile teme o duhovnih poklicih, jaz sem šla tisto reševati in sem zmeraj prišla do konca, da imam duhovni poklic. Ampak, ker me je pa privlačilo tudi družinsko življenje, meni je bilo lepo videti lepo urejeno družino, je to včasih zmotilo tisto harmonijo. Ampak odločilno je bilo v 7. razredu, takrat sem se odločila, v 7. razredu osnovne šole. Mi imamo tak milostni kip Mekinske Matere Božje, enkrat na leto smo dekleta nosile, 6. nedeljo po veliki noči, Marijo in samo enkrat v življenju. Običajno v 8. razredu, tisto leto jih je bilo pa premalo deklet, so pa mene izbrali, ker veliko v cerkvi sodelujem. Jaz vam ne morem povedati, ko sem jaz sedela tam pred oltarjem, da bomo nesli Marijo, meni se je zdela ena taka milost, da jaz lahko v življenju enkrat Marijo nosim, da sem rekla, lej, hvaležna bom in bom iz hvaležnosti en teden vsak dan hodila k maši. Da se zahvalim za to milost, čeprav sem čutila, da to je veliko premalo, kar sem rekla in zelo majhna velikodušnost. Ampak sem res hodila in sred tega tedna, jaz se še spomnim, kot bi bilo včeraj. Pred mano so bile sestre, usedla sem se bolj odzad v cerkvi in sem gledala, molila, res se zahvaljevala za to milost. Ko sem začutila, a ne bi hotela biti tudi tako, kot so one, a ne bi hotela biti tudi tako srečna, pa dati svoje življenje. To sem toliko začutila, kot bi mi nekdo rekel, ampak to ni bil zunanji glas noter. In jaz sem rekla, ja. Tudi pomišljala nisem in jaz vam ne morem povedati, jaz sem tako radost se čutila. Ne da se povedati. Čutila sem, da sva s
stopila v stik s Bogom, da sem izbrana, da sem izvoljena za njega. Ne vem, še danes ne znam ubesediti. In takrat sem se odločila in jaz bi takoj šla. In sem še sestri, ki me je veruko učila, in to sem res čutila milost, ker sem se z njo vse lahko pogovarjala, sem rekla, jaz bi šla v samostan. Je rekla, ja, počakaj, vsi 8 razred doma končaj, ampak boš videla, kako, če boš prepoznala drugače, ti si popolnoma svobodna. Jaz sem takrat začela vsako jutro k sestram hoditi, hvalnicam. Mene je vleklo, jaz sem vedela, tam je moje mesto, pika. In ko sem gledala tudi, a so te ženske srečne, jaz sem to razbirala na njihovih obrazih. Videla sem, da delajo z mladimi in to je bila v mojem srcu vedno želja, biti z mladimi, delati z mladimi, biti na razpolago. In tako sem začela, celo leto sem hodila k njim. V maju 8. razreda sem pa se pogovarjala s provincialno predstojnico, da bi rada vstopila, da sem odločena, da vem, da me Bog kliče. In ko sva se pogovarjale, me je vprašala, če sem razmišljala tudi o kakšnih drugih redovih. Sem rekla, ne, meni ste ve čisto všeč, jaz čutim, da je to. Ampak je rekla, da ne boš kdaj rekla, da smo te vlekle, lekle imaš knjižico, preberi si jo v vseh redovih, mi dala knjižico in jaz tisti večer hitro se pokrijem pa z baterijo, berem pod poslo, berem pod odejo, berem, zaprejem si reč, jaz vem, da bomo šulinka konc, kaj mi to dala, bom jutr nazaj nesla. Ja, in sem se odločila. Seveda je bila pol še dolga pot, srednja šola, ampak čutila pa sem, ne, to je moje mesto. In ja, Bogu sem hvaležna in včasih, ko tako premišljujem, kakšna milost mi je dana, res lahko rečem, vsa večnost bo premalo, da bi se mogla zahvaliti za ta dar, ki sem ga prejela. Ampak obenem čutim, to, kar sem zastonj prejela, ne morem obdržati zase. Ko sem enkrat začutila, kako me ima Bog rad, kako sem mu dragocena, jaz čutim, da ne morem tega obdržati zase, jaz moram dati to naprej, zato ne dam miru in zato. Zato imamo tudi to oddajo in kličemo in nagovarjamo za molitev, za ravno to, da bi se mladi naši, da bi ta svoj žar našli v sebi, da bi ga znali podati naprej in ravno tako, kot sama praviš, ravno s tem. To, da se ne bal vršt. Ja. Sej se ne vržeš v prazno. Vržeš se v Božje roke, pravzaprav iz tistih, iz katerih izhajaš. Pa to ne pomeni, da je vedno lahko. Ne, pride težko, pridejo preizkušnje. Ampak če veš, da si njegov in da nisi sam in da je on s tabo, greš čez vse preizkušnje. Ne sam, takrat je res zelo dragoceno, da imaš tudi človeka v sebi, ampak glavni je on, ki te je izbral. In vračanje k temu izviru, ker vem, nisem si sama izbrala, nisem se sama poklicala, on me je izbral, bo tudi zvest. Tudi če bi bila jaz nezvesta, on ostane zvest in to mi je wow. In ljubi, vedno. Ja, torej, lahko bi tudi rekli, življenje ni hollywoodska pravljica in ljubezni se moramo naučiti. Ne? Tako, ja. Zdaj, o poti razločevanja poklicanosti smo že sedaj spregovorili. Ta teden, torej od 5. do 12. bomo tudi na naši televiziji, se nam lahko gledalci pridružijo ob molitvi pred sveto mašo ob 12. uri. Pripravlja Center za duhovne poklice molitveno uro vsak dan. Skupaj s sodelavci. Ja. Morda bi še ob koncu osebno nagovorili naše gledalce in poslušalce in predvsem naše mlade. Kaj bi jim povedali? Zdaj, slišali smo že pričevanja, pa vendar, kaj pa je tisto, kar jim želite podeliti, da jih opogumimo malce, da jim damo malce tega, zakaj pa je morda to dobro prav za to osebo, ki nas ta trenutek gleda. Pa bom začela pri sestri Tini, pa potem še Jure, prosim, pa sestra Štef. Ja, prej smo govorili o skušnjavah in spomnim se ne dolgo nazaj,
Se tudi jaz bila v eni taki izkušnjavi, ko se mi je zdelo, pa a je vredno. In pol ponovadi tako prosim, da Jezus nekaj pošlje, eno znamenje, karkoli tisto, da te malo spodbudi, ne. In tisti večer je prišlo sporočilo, pa naj bo to tudi spodbuda za mlade, za vse nas, no. Upam, da bom znala ponoviti. In sicer vera spreminja gore, ljubezen spreminja svet, molitev pa premakne Božje roke. Tako da res molimo drug za drugega, da ker Gospod bo dal svoj blagoslov, no, sem res, da bi zaupali, pa z upanjem šli tudi naprej na to pot. Tako se spomnim, ko sem še študiral, pa sem pisal diplomsko svetega Avguština, o svetem Avguštinu, in v enem svojih zgodnjih del je dialog med mladim Avguštinom, takrat še filozofom in pa Bogom, in ga Bog sprašuje, pravi, ti si filozof, ti si misleč človek, ti si inteligenten človek, daj povej, kaj bi rad spoznal, ker Avguštin je bil veliki iskalec, in pravi Avguštin tako ponižno, pravi, dušo in Boga bi rad spoznal. Nič drugega, pravi Bog, nič drugega, nič drugega. Tako se mi zdi, da mladi pravzaprav, gledajte, na koncu iščejo srečo, in ko rečemo srečo, rečemo ljubezen, to je Bog. Vse to najdemo v Bogu. Chesterton je dobro zapisal, pravi, če je Bog sonce, brez sonca ne moramo videti nobene stvari. Brez Boga tudi iskreno nobene stvari ne bomo videli prav. Mladim pomagajmo z Božjimi očmi pogledati na stvarstvo, drug na drugega, in končno se mi zdi, da je naša naloga v tem, kar pravi Leon Bloy, v vsakem delu, pravzaprav vsako delo zaključil s tem, pravi, da najhuje v življenju je lahko to, da zgrešimo tisti glavni cilj, to je svetništvo. Bog daj in res naj vsak napne vse moči, da postane svetnik. Da postane svetnik. Ne glede na to, kje, naj postane svetnik. Bog, če sem 100% da vsakega izbral za nekaj, mu bo dal tudi vse potrebno, da bo to postal. Hvala lepa. Jaz bi pa rekla to, jaz doživljam, da smo mi kot eno telo. In v tem telesu ima vsak ud svojo vlogo. Tako tudi mi na tem svetu. Če bi meni samo roka manjkala, bi bila zelo prizadeta. Kaj, če bi mi oči ali pa še kaj drugega. In tako v našem življenju se mi zdi pomembno to, da odkrijemo vlogo, ki jo imamo v tem svetu, da bo svet lepši, bolj božji, bolj človeški. In da jo zaživimo in da jo z veseljem zaživimo. Molivci, da molimo za mlade, da bi odkrili, da jim izprosimo moč, da bi lahko zaživeli. Mladim pa želim poguma, korajža velja, vršite se, ne kamorkoli, vršite se v Božje roke in ne boste razočarani. Torej, jaz se vam najlepše zahvaljujem za te besede. So se tudi mene zelo dotaknile, moram priznati. In upam, da tudi naših mladih gledalcev, da iz tega tudi dozori kakšen duhovniški, redovniški poklic in da tudi ta naš pogovor današnji obrodi sadove vere, upanja in ljubezni. Ja. Jaz upam, da bomo imeli še drugi del oddaje in da bo takrat potem, da bo tu novi duhovni poklic. Bomo jih že lahko pokazali malce. Ja. Torej, najlepša hvala in do prihodnjič. Ja, seveda. Želim se dobro in lep ta teden, ki je posvečen molitvi in molitvi za duhovne poklice. Hvala. Bodimo apostoli duhovnih poklicev. Vam, dragi naši prijatelji in naši gledalci, pa se zahvaljujem za današnjo pozornost. Ne pozabite, molitev premika gore in skupna molitev tako preko televizijskih ekranov kot drugače bo premikala gore in verjamem, da bo se tudi iz tega obrodilo ogromno novih duhovniških in redovniških poklicev. Hvala lepa za vašo pozornost in ostanite z nami še naprej.